Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev so samo še 4 dnevi, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Sporočam vam, da odstopam z položaja ministra. Izstopam izključno zaradi prepozno plačanega računa in s tem sprejemam odgovornost za svoje dejanja. Zdaj že bivši minister za kmetijstvo Podgoršek je najprej pozabil plačati hotelski račun, potem mu ga je hotel pozabil poslati, nazadnje ga je plačala firma, s katero je v sodnem sporu, sam pa je policiji prijavil izsiljevanje. Pa smo mislili, da po Aleksandri Pivec nižje ne gre. Napaka. Sedaj pa se lotimo 115. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali najboljša kampanja je, ocenjujemo predvolilne kampanje. Kakšne so bile tokratne predvolilne kampanje in katera je najboljša, bomo vprašali našega posebnega gosta Vladimirja Biliča in našega stalnega komentatorja Marka Pavlišiča. Vladimir, Marko, toplo pozdravljena. Dobro večer. Dobro večer, hvala. Zdaj najprej vaju moram vprašati, ne, Vlado, ti si študiral pravo, si odvetnik, kaj ti praviš na to dejanje ministra Podgorška, njegov današnji odstop in pač seveda to, kar je privedlo do tega odstopa? Pa sem to v bistvu že na nek način pokomentiral na način, da je odstop ministra sploh v času, ko so volitve praktično že v teku, da je pač enako, da ko dobiš poziv za na prestajanje zaporne kazni, da prostovoljno odideš v zapor in s tem še rečeš, kako imaš visoko stopnjo neke pravne kulture in zavesti. Mislim, primerno je bilo, če bi odstopil takoj, ko je to prišlo v javnost, še bolj primerno pa bilo, da bi se to sploh ne zgodilo. Torej, da nimamo na pozicijah ministre, ki izkoristijo priložnost, da ukradajo 500 ali 800 evrov. Marko? Minister nima kaj pozabiti plačevanje računov. Mora se zavedati, da je na očeh javnosti. In ne vem, kaj je sploh razmišljal, da je padel v takšno zgodbo. Zdaj, ko je ta zgodba prišla v javnost, je pa naredil edino, kar je logično tukaj. Zdaj, ali bo to kaj pomagalo ali ne, bomo videli, ampak naslednjič, mislim, upam, da več ne bo imel te priložnosti sploh. Mislim, jaz bi rekel, da bi bilo bolj tudi in zanj osebno in tudi za stranko bolj za odstopil takoj, manj prahu, manj ropote bilo. Pa se je odstopil takoj v bistvu, ne? No, pa ne, to so bile zgodbe, češ, da je bilo to potikanje, pa da je izsiljevanje, pa da ni to tako, kakor mi mislimo, da je in podobno. Ja, zdaj, če smo natančni, to je tretji odstop ministrski v tej vladi Janeza Janše, Lilijana Kozlovič, pravosodna ministrica, je odstopila, predsednik vlade njen odstop sprejel, odstopil je notranji minister Aleš Hojs, predsednik vlade, vemo, tega odstopa ni sprejel, zdaj je odstopil minister za kmetijstvo, vprašanje, če, ne vem, je predsednik vlade se že opredelil, bo ta odstop sprejel ali ne, tako da mogoče v Podgoršek ostal minister. Ampak recimo v 2 letih so 3 ministri odstopili. Vemo tudi prej, v Šarčevi vladi so bili teh odstopov praktično še več. Zdaj, kaj vidva pravita na to? Kaj to kaže recimo na neko nezrelost slovenske politike ali, kot ti praviš, Marko, se ljudje na funkcijah ne znajo obnašati, ali že pri kadrovanju pač imamo prenizke standarde, nekako politika ne zazna, da pač kadruje ljudi, ki potem recimo ne morejo obdržati stolčka niti 2 leti recimo. Mislim, vprašanje, če so problem prenizki standardi. Mislim, da je v Sloveniji zdaj že nekaj časa problem, da enostavno boljših kandidatov ni. Okay. In da potem se nekako more premier zadovoljiti s tem, kar pač mu je nekako na voljo. In to nujno vodi tudi v to, da je pač kakšen vprašljiv kandidat. Zdaj, bom čisto po pravici povedal, meni se gospod Podgoršek ni zdel slab minister in tudi ne slab kandidat za ministra, tako da sem kar razočaran, da si je privoščil to zgodbo z neplačevanjem računov. Vlado? Meni se ne tako, v smislu za neko, dajmo reči, parlamentarno demokracijo s proporcionalnim volilnim sistemom, se meni odstop 3 ministrov v 2 letih ne zdi neka problematična številka. Mislim, to je nekje v mejah normale. Bolj je problematično kot prvo, zakaj so odstopili, in pa še bolj problematično je, kdo vse bi sicer
nekih, dajmo reči, v nekem sistemu z bistveno višjo pravno oziroma politično kulturo odstopil, pa ni odstopil. Spomnimo se ministra za pravosodje v kazenski preiskavi, potem spomnimo se Vizjaka, glupi davki, mislim, teh nekih ministrov, ki bi v nekem sistemu z neko politično kulturo odstopilo, je še malo morje, pa niso odstopili. Bolje ta del se meni zdi problematičen. Zdaj hočeš nočeš, ne, to dogajanje okrog pač ministra Podgorška in zdaj v končni konsekvenci ta njegov odstop je posegel v pač predvolilno kampanjo. Ne, Vlado, ti si rekel, glasovanje praktično že poteka, ne, predčasno glasovanje že poteka od včeraj, skratka, tako rekoč smo že v volitvah, kampanja se počasi izteka, ne, vemo do petka do polnoči, potem je v Sloveniji nastopi volilni molk, ki traja pač do zaprtja volišč ob 19. uri v nedeljo 24. aprila zvečer. Zdaj je v bistvu ta dogodek, se pravi odstop ministra, po vašem mnenju nekaj, kar posebej izstopa v tej predvolilni kampanji, ali so kakšne druge zgodbe, ki so prej pritegnile vajino pozornost ali pa pozornost širše javnosti? Zdaj nekako za pričakovati je bilo, da bo zaključek kampanje temeljil na takšnih drugačnih aferah, ne? Tako da ni nobeno presenečenje tudi to, da so pač se pojavil ta Golobov video, pa potem njegov romunski račun, ne? In nenazadnje ni presenečenje, da se je pojavila ta zgodba z gospodom Podgorškom, ne? Morda je večje presenečenje to, da ni bilo več takih zgodb, ali pa da recimo ni bil še aktualni predsednik vlade deležen kakšne podobne afere ali kaj podobnega, ne? Ampak drugače bi rekel, da prav velikega vpliva to na samo kampanjo nima, ne? In v bistvu se zaključuje ena bolj dolgočasnih, ena bolj, bo rekel, neizvirnih kampanj, kar smo jih imeli priča videti v zadnjih desetletjih, ne. To ne pomeni, da ni bilo veliko soočenja, ni bilo veliko plakatov, tega je bilo več, se mi zdi, kot v prejšnjih kampanjah, ne. Ampak sama vsebina je bila pa bolj borna, ne. Jaz bi, mislim, dodal glede Podgorška še to, da se mi ne zdi to nek, dajmo reči, gromozanski škandal, ne. Mislim, ni to zdaj nekaj, kar je neka prelomnica v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije. Definitivno pa kaže na neprimernost, da bi taka oseba opravljala funkcijo ministra še naprej. To ja. Tako da ni zdaj to nek enormen škandal, ki bo prevesil ali pa ki bo zdaj neki znatno vplival na volitve. Se pravi, teh nekih afer, spomnimo se tiste prve neke maske, pa papir z gumicami in mislim, tega je bilo, ne spomnim se dveletnega obdobja, pa da je bilo toliko nekega škandaloznega dogajanja. Ne nazadnje, to se je videlo tudi na nekem referendumu v zvezi za vodo, glede vode, ki verjetno v nekih drugačnih okoliščinah ne bi pritegnil, ne vem, 10 do 12% mogoče udeležbe. To je bil dejansko plebiscit o delu vlade, pravzaprav verjetno večina ljudi sploh ni vedela, o čem hodi glasovati, vedela se je samo za ali proti vladi, ne? In tam so se ljudje nekako izrazili, kar pomeni, da je že takrat brez teh neke afere par dni pred volitvami sploh niso bile potrebne. Jaz mislim, da v zadnjem dveletnem obdobju, da so si vsi, ki kolikor toliko kažejo zanimanje za politično dogajanje, že izoblikovali svoje mnenje in stališče. In kampanja je predvsem najbolj, težko rečem dolgočasna, predvsem pa najbolj irelevantna glede na vse volitve, kateri se jaz spomnim. Popolnoma nepomembno, kako bo nekdo nastopil, kaj bo kdo povedal, lahko pove kar če. Zadnje 2 leti je bilo toliko intenzivnega dogajanja, da si vsakdo lahko v tem ustvaril neko svojo sliko. Zdaj, seveda, bodi si za ali proti, v katerokoli smer, ampak definitivno, če si ga v zadnjih 2 letih nekdo ni ustvaril, potem si ga tudi na osnovi teh soočenj ne more. Če pa nekoga to soočenje premakne
po 2 letih, pa potem bo boljše, da sploh ne gre na volitve. Ja, to je zanimivo, kar praviš, Vlado, ne, ker strokovnjaki pa pravijo, da je večina volilnega telesa še neodločena, tudi zadnji teden pred volitvam, pa zadnji dnevi naj bi bili odločilni, zadnje soočenje bi naj bila odločilna. Odkot, kako vi to pojasnjujete, recimo, zdaj to neko dihotomijo? Ne? Ker občutek res je tak, ne, Marko, verjetno v Sloveniji, da pač se ve, kdo kam paše, tudi skozi poslušamo, kako smo razdeljeni, po drugi strani pa 5 minut pred volitvami nek dobršen del volilnega telesa še ne ve, kako bo glasoval. Meni so na zadnjih soočenjih 2 stvari sta padle nekako v oči. Ne? Ena je Alenka Bratušek. Mislim, da je kar dobro izkoristila te zadnja soočenja, se je postavila za dokaj močnimi in odločnimi stališči na področjih, ki jih pozna, se pravi recimo javnih financah in drugih, in je delovala zelo prepričljiva in mislim, da si je na nek način s tem zagotovila vstop v parlament, ne? Kar je nekako ponovila to, kar je bilo tudi v prejšnjih mandatih, ne? Kjer je nekako ona pred 4 leti je bilo podobno. Tako je to uspela. In druga zadeva je, da je gospod Janša prišel ven z novimi slogani, sicer da po razpadu enako mislečih so oni recimo združili drugače misleče, ne, in uspešno vladali do konca mandata, ne, in delovati je začel bistveno bolj povezovalno. Ne. Zdaj, koliko je to iskreno, koliko ne, si lahko vsak misli med nami, volilci bodo odločili v nedeljo, ne, ampak ta slogan, da so razpadli isto misleči in da so pa oni povezali drugače misleče, pa mislim, da je kar dobro se vsedel. Ne. Vlado, kaj ti praviš? Pa to, mislim, povezali različno misleči. Mislim, da je to zadnje 2 leti, vsaj kar zadeva vlado, oziroma neko legitimnost delovanja vlade, da je to do zdaj neka največja volilna prevara, ki je ta vsaj demokratična Slovenija od leta 1991 naprej videla. In da to se vidi tudi v bistvu skozi to najbolj, da te drugače misleči so bili samo bolj koristoljubni od ostalih. Zdaj, pravzaprav sploh ni nikogar zanimalo, kako je kdo misleč. V tem smislu lahko rečeš, povezali smo drugače misleči, ampak tu se je sledovalo izključno koristoljubje. Mislim, to, da je imela druga največja vladna stranka manj kot 1% javnomnenjske podpore, to je ena absolutna sramota. In to je dobesedno prevara, to je izdaja volilnega telesa. No, ampak če bi gledali, bomo rekel, javnomnenjske raziskave, ne, potem volitev sploh ne rabo, ne? Ja. Ampak normalne demokratične države imajo volitve, prav je, da na volitvah pa se dobi mandat, poslanci izberejo predsednika vlade, vlado, ne, in potem pa čakamo do konca in na naslednjih volitvah ljudstvo o tem odloča, kaj si misli o tem. Čakamo do konca. Mislim, to se strinjam, ne, ampak volilna baza, ne, ta javnomnenjski odziv je bil, mi tega nismo volili. Mi tega nismo volili. Ja. Ti si noter tam z 10 poslanci, kar pomeni, imaš cirka, recimo, si imel tudi 10% volilno podporo, potem ti pa javnomnenjska kaže 0,3. Mislim, pa to jasno kaže, da tudi med tistimi, ki so volili, da pravzaprav nimaš nikakršne podpore. In ja, mislim, sej, če ne bi bilo potem zdaj teh permutacij, združevanj v 3 strank v eno. To se pogosto dogaja v Sloveniji različnim strankam. Vlado, se ti opravičujem, moramo iti na oglas, ampak ne nam iti gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo z debato, katera je najboljša volilna kampanja oziroma kako se obnašajo stranke v kampanji. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Vladimir Bilič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, katera predvolilna kampanja je najboljša. Zdaj, Vlado, Marko, predno smo šli na oglase, se je ravno ena dobra debata raznela, ne? Zdaj me zanima vajino mnenje. Skratka, rekla sta v prvem delu, da je pač kampanja je bila dolgočasna, ljudje bi se morali že prej odločiti, koga bo kampanja sploh prepričala, ampak vendarle, ne, verjetno pomanjkanje kampanje ni bil razlog za dolgočasnost, ker imeli smo verjetno rekordno število soočenj, se mi zdi, da še nikoli do zdaj jih toliko ni bilo.
Tudi soočenja, kjer je prihajala v narekovajih druga in tretja liga na soočenja, se pravi ne samo te liderji strank. Imamo ogromno število plakatov, se mi zdi, za leto 2022 skoraj preveč. Imamo kupico nekih oglasov in imamo neke afere, ki so pač neka stalnica vsake volilne kampanje. Sprav, se strinjate, da vendarle to kaže na to, da so stranke te volitve vzeli resno oziroma da se po najboljših močeh trudijo, da bi jih volivci vzeli resno? Mislim, po moje so jih vzeli močno preresno. Najbolj duhovita poteza je recimo Fantastičnih 5 od Nove Slovenije v belih srajcah. Mislim, se strinjam, izpadajo bolj kot nek fantovski bend. Čista petka, ki je zdaj postala čista štirka, misliš? Tako. Okay. Še to za konec. Ampak recimo to je ena najbolj izvirnih potez te kampanje. Ne vem, meni bi recimo gospa Pivčeva pasala z neko motorko, da se tam pojavi, in to bi tudi pasalo njeni volilni bazi, ali pa ne vem, Alenka Bratušek se bi lahko namest tam se bi lahko na Triglavu recimo slikala, ali pa da bi kaj izvirnega počeli, ampak v resnici ni bilo nič. Tudi recimo Tanja Fajon je na svojem plakatu drugače, pa vendarle čisto ista, kot je vedno bila, nič drugačnega ni na nje. Tako da neke izvirnosti v tem kampanji nisem videl in tudi same ideje, ki so takšne pa drugačne, ampak v resnici v bistvu nič novega. Vlado, kaj je pol smisel vsega tega, če ni nič novega? Pač volitve so pred vrati in zdaj predpisano, oziroma regulirano je, da pred volitvami je kampanja. To je to. Če bi bila dovoljena, da je že prej, pa se pravzaprav vladne stranke so že začele prej. Zdaj smo gledali plakate, še predno se je... Mislim, vladne stranke so začele kampanjo pred kampanjo, ampak ne vladne stranke so pa začele kampanjo še preden se je sploh Janševa vlada formirala. Prvi protesti proti vladi so bili že preden se je vlada sploh sestavila, potem pa še vsak petek. Tako da ta kampanja je dejansko potekala že cirka 2 leti in ni čudnega, če smo ljudje malo že naveličani vsega tega in pač v nedeljo bomo odločili. Mislim, pravzaprav tudi kampanja bi lahko bila samo neko rezimiranje seveda tega, kar se zadnji 2 leti dogajalo. Vladne stranke bi seveda poudarjale nekaj, kar je v njihovih očeh seveda nek dosežek, uspeh opozicijske, seveda kar jih je motilo ali pa seveda neko kritiko tega. Ampak mislim pa, da v sedanjih razmerah je popolnoma vse, kaj povem naprej. Eno stvar pa bi izpostavil, ki vidim, da bo lahko problematična. Pred 4 leti, ko je ta državni zbor trenutno sestavil, začel svoj mandat, sem napovedal, da bojo problemi. Zato, ker smo imeli izvoljenih veliko ko rekel, 2 tipični večni opozicijski stranki sta bili izvoljeni. Zdaj, ne vem na pamet, ampak mislim, sem preštel tako, da bi takrat nekdo, kdorkoli bi hotel sestaviti vlado, moral dobiti v bistvu 46 glasov, ne od 88 ali pa 90, ampak v bistvu od 75. Mi smo imeli Levico in mi smo imeli SNS. Levica je za mene, mislim, nisem edini, kot mislim, zrušila Šarčevo vlado. Saj zdaj ven so prišli tudi posnetki, kako se v bistvu potem, ko je Šarcev stopil, pravzaprav prepirajo pred kamerami. Mislim, da celo tam v lobiju državnega zbora. SNS je večno ista opozicijska stranka, ni treba zdaj razlagati, zakaj, čeprav v bistvu zdaj, ko je bila Janševa vlada, igrala praktično kot vladna stranka. Nekako je držala podporo. Jaz mislim, da to tudi iz čistega koristoljubja, zato ker v nasprotnem primeru bi bil lahko razpis volitev in bi ostali brez poslanskih plač poslanci SNS-ja. Ampak mi bomo zdaj dobili neko razmerje moči med, dajmo reči, na eni strani SDS in NSI, zdaj bo prišel, pa tudi če pride, recimo, povežemo Slovenijo noter na eni strani in na drugi strani Goloba, LMŠ, zdaj SD, če pride Bratuškova, pride, niti ni bistveno. Ampak pazi, imeli bomo Levico, ki bo spet v poziciji, da zruši vlado. Spet bo v poziciji, da zruši vlado. Levica, če bo tam neko glasovanje o nezaupnici, pa potegne Levica za nezaupnico, vlada pada.
Ne? In Levica ima neke, zdaj sicer so se zmenili skul, da bodo v vladi, ampak ima neke programske popolnoma nesprejemljive za vse druge politične stranke, neke, kot bi rekel, napovedi ali pa točke, kot je izstop iz NATO. Mislim, v trenutni situaciji to je absolutna norost. Ampak zdaj seveda lahko je lajati iz opozicije, mi smo, ne vem, za ogromne plače, za visoke socialne transferje, bomo, ne vem, nacionalizirali, ne vem, kar se nacionalizira, da bomo izstopali, nasplošno smo za to, da so vsi srečni, zdravi in siti in tako naprej. Ampak drugo, ko pa ti dobiš resorje in ti rečejo, ok, pokaži, kaj znaš. To vrstne večne opozicijske stranke ponavadi, ko postanejo vladne stranke, strahovito zgubijo podporo, ker se pokaže, da vse to, kar so lahko leta in leta, ko bi rekel, najavljali ali pa napovedovali, ta neka utopija, da se ne da realizirati. In edini izhod iz njih je seveda, da zrušijo vlado, pa zdaj, a so oni, v kateri so seveda oni zdaj sami. Pa mislim, kako bojo zdaj se pogovarjali, pazi, imajo programsko točko izstop iz NATO. Kako bojo zdaj sestavili koalicijsko pogodbo? Mislim, pa to ne predstavlja si. No, ampak lahko jim damo tukaj en profesionalni namig, ne, ki ga je lepo udejanil Karel Erjavec ponavadi v vladi. Ne. Enostavno vzameš resorje, kjer ni treba nič odgovarjati in ki so zelo nezahtevni. Ne. In potem ti noben ne more nič tazga učitati, ne, se pravi, vzameš neke Slovence po svetu, morda kulturo ali pa še kaj takšnega, ne, in potem ni problemov s tem. Ne. Pa ja, recimo... Nismo izstopili iz NATO, ja, se nimamo mi čez obrambnega resorja, ne. Nismo dvigali davko, ja, se nimamo mi finančnega ministrstva in to je nekako relativno enostaven izhod, ki ga je Karel Erjavec zelo pogosto v praksi pokazal. Ne. Bil je v vladi, imel je šoferja, imel je varnostnika, ne, ampak delati pa ni bilo treba nič, pa odgovarjati tudi ne za nič. Ne. Ampak z Desusom oziroma podarjalcem je bilo drugače, seveda zato Desus ni skrivil, da vse, za kar se oni borijo, je seveda za višje pokojnine oziroma nasplošno za nek ekonomsko-socialni položaj. Pa v bistvu se niti niso borili dejansko za to. Ne. V resnici so se borili za šoferja in varnostnika. Vsaj nominalno. A ne? Vsaj nominalno. Ampak kako bo zdaj Levica upravičila svoji volilni bazi, če jim je to ena od točk, ki je najvišje na njihovem programu, pa tudi, če ne dobijo oni obrambne, pa se odloča obrambni minister, o tem smo v NATO. Dajmo ne pozabiti, da v času, ko so oni podpirali vlado, je bila prodana Nova Ljubljanska banka in so postavili dodatno ograjo na meje. Ne? A je Levica komorkoli morala to komorkoli pojasnjevati in se upravičevati? Nobenemu. Tako da tukaj tega problema dejansko ni. To je res. Mogoče smo mi preveč navajeni, da dejansko včasih, ali pa v teoriji bi naj bilo tako, ne, da so stališča strank se odražajo tudi v glasovanju v državnem zboru, ampak mogoče je s tem konec. Ne. Tudi včeraj je bila v naši oddaji neka podobna debata. Zdaj se mi zdi, da je ta, kako bi rekel, primež strankinga programa ali pa volivcev stranke na stranko, kaj šele stranke na poslance, da ga praktično ni. Jaz mislim, da imamo mi zdaj neke vrste diktaturo v narekovajih poslancev in to je ta mandat pokazal. Skratka, poslanci glasujejo tisto, kar je v njihovem interesu, osebnem največkrat, kot si ti rekel, vlado. In to se je pokazalo, ker si poslanci niso želeli skrajšati mandata, so pač so zbrali večino, ki je postavila drugo vlado, potem, ko je Marjan Šarec odstopil. In jaz mislim, da v novem sklicu parlamenta se bojo poslanci enako obnašali. Skratka, ne verjamem, da so tu še zdaj neke uzance, kjer bi lahko stranka že kontrolirala svoje poslance. Kaj šele neko volilno telo, neke poslance, ki so bili izvoljeni na listi stranke, za katero so oni glasovali. Pa sej to je v bistvu ustavni položaj poslancev. Ne? Je točno takšen, zdaj in ljudje jih izvolimo, zdaj upam, da bomo s časoma to pravico če dalje bolj pametno izrabljali in da se bo stanje počasi izboljšalo. Zdaj, a pa bo to prav kmalu ali ne, si pa v bistvu ne bi prav zelo upal soditi. Ne. Se pa bojim ene druge zadeve, da morda pa postajamo ne diktatura poslancev, ampak diktatura tako imenovane civilne družbe. Ne. To, kar so si privoščili v neko prejšnji teden, ko so tam na Oslovsko klop postavili predstavnike ljudstva, ki so trenutno na svoji funkciji in kandidirajo za recimo nov mandat, ne, in jih potem zasliševali kot neke šolarčke in da so morali potem
bo neko pritrjevati idejam tako imenovane civilne družbe, ki v resnici ne vem koliko procentov predstavlja, ne, mislim, da to pa res ni vredno politike. Ampak zakaj po vašem mnenju Vlado Markosu morali to početi? Se pa lahko bi rekli ne. A so te stranke kul, plus Robert Golob, so res tako odvisne zdaj od te civilne družbe, inštituta 8. marec in podobnih, da se morajo pač podrediti tem njihovim muham ali pa, tako kot ti praviš, Marko, da jih posadijo v oslovsko klop? Jaz mislim, da tudi če bi to enostavno ignorirali, ne verjamem, da bi to vplivalo na Golobovo stranko, na SD še manj. Mislim, težko si predstavljam. No. Ampak zakaj po vašem mnenju so se pol pustili dati v tako vlogo? Enostavno, ko kandidira za neko mesto, ti je težko reči ne. Si misliš, joj, kaj si bojo pa zdaj mislili, kako bojo pa to predstavili in pač, ne vem, ne razmisliš dosti, pač greš tja in potem ti je žal, recimo. Ne. Vsaj meni bi bilo, če bi bil tam na njihovem mestu. No. Kako veliko vlogo po vašem mnenju igra pač denar, finančna sredstva v tej kampanji? Vemo, stranke so tukaj v zelo različnih položajih. Ne vem, recimo SD, mislim, da je šla z 800 000 € minusa na te volitve. SDS po drugi strani mislim, da je prijavila 2 500 000 € za kampanjo. Skratka, v zelo različnem položaju so stranke, ene imajo denar, druge ga nimajo. Koliko po vašem mnenju kaj denar odloča na volitve? Iskreno, glede na vse, kar smo tudi danes tu rekli v studiu, da so to zdaj, Marko pravi, najbolj, kako se rekel, ne vem, prazne, dolgočasne volitve. Spravim, da so, mislim, kampanja, da je najbolj prazne. Spravim, da je najbolj irelevantna, da z tega vidika ne igra vloge. Mislim, vsi videvamo, vsi seveda plakate, pojavlja se ti na socialnih omrežjih, sponzorirani oglasi v medijih in povsod, ampak težko si predstavljam po 2 letih, da je to kogarkoli prepričalo. Lahko koga spomni na neka dogajanja, ampak ne verjamem pa, da bo kogarkoli to premaknilo v katerokoli smer. Veš, kaj mi je zanimivo? Ni pa jasno, kaj se dogaja z Jelinčičem. Namreč kampanja ostalih v okviru pričakovanj. Ne bolj, ne manj, tudi to, v bistvu, kako nastopajo, kje nastopajo, kaj povejo, je v okviru pričakovanj. Za Jelinčiča se mi pa zdi, oziroma za njegovo stranko, kot da pravzaprav ne kandidira za res. Kot da je popolnoma brez želje, ambicije, volje, da bi se resno udeležil teh volitev. Ja, kandidira, da bo dobil več kot 1%, kar pomeni potem financiranje za naslednje 4 leta in to je to. Možno. Mislim, sigurno ni nobene aktivnosti v tem smeri, ker v bistvu moram reči, da vsaj odkar se je pojavil v slovenskem političnem prostoru, katerekoli kampanje se je resno lotil, je brez problema prestopil prag. Kar pomeni, da zelo verjetno tudi, če bi se te resno lotil, ima tiste 4% bi dobil. Sej še prejšnje se verjetno ni resno lotil, tako se je takrat nekako ocenjevalo, pa je ni prišel noter. Celo špekuliralo se je, da je nezadovoljen, ki je prišel. Ko si vprašal glede pomena denarja. Z veliko plakati verjetno ne boš nobenega prepričal. Zakaj jih imamo pol vsako leto več, se mi zdi? Ampak, če te pa ni, te bojo pa ljudje pozabili. In zato v bistvu morajo stranke oglaševati, morajo se pojavljati, morajo biti plakati, da potem, ko pač prideš na volišče, ko pride volilec na volišče, da ima tam nekoga, recimo, ki se ga spomni za obkrožiti. Zato bi rekel, da je nekak denar oziroma pojavnost je nek higienik, ni pa tisti, ki bo odločil končni rezultat. A se vama kaj smilijo, recimo, kandidati manjših strank? Jaz moram priznati meni se, ker recimo nekdo, ki kandidira za Gibanje Svoboda Roberta Goloba, se praktično sploh ne rabi pojaviti v svojem volilnem okraju, niti ne rabimo vedeti, kdo je, oziroma volivci tam ne bojo vedeli, kdo je, ker tisti, ki bojo obkrožili Gibanje Svoboda, bojo v bistvu obkrožili Roberta Goloba, sploh ne bo pomembno, katero ime je zraven napisano. Medtem ko kandidati majhnih strank se na vse pretege trudijo, da bi prepričali ljudi. To nekako je nek paradoks, se vam ne zdi našega volilnega sistema. Ma veš kaj? Praktično ne rabijo iti na volitve, medtem ko drugi se tam morajo truditi. Veš kaj je v bistvu s temi male stranke? Pravzaprav je isti sindrom, kot recimo zakaj imaš na levi sredini toliko strank. Vsak hoče biti pač peteli na svojem kupu. In tudi te vse male stranke, zdaj, kako se mi smilijo, se ne razlikujejo toliko zelo med sabo, da se ne bi mogli povezati v eno stranko, ali pa dajmo reči v 2, 3
stranke, ampak pač vsak bi hoče biti glavni v svojem. A ne? Zato so te stranke z 0,5 pa ne vem 0,1 pa podobno. Ne? Iz istega razloga, zakaj imaš na levi sredini, mislim, kakaj pa razlika, lepo te prosim, med LMŠ pa SAB, mislim. Iskreno. Ja, eno je predsednik Marjan Šarec, drugo pa Alenka Bratušek. Ne, v personi voditelja, a ne? Pač ne bi se mogli zmeniti, kdo bo zdaj glavni v stranki. Mislim, smilijo, ne, sej, lej, Ja, bi se mislil bolj tudi kandidati, ne stranke, Ja. ne, ampak pač kandidati, tisti, ki kandidirajo, ne, se Saj morajo veliko bolj potruditi. Marsikdo tudi bo neko v gibanju Svoboda definitivno se trudi, dela, ne. Res pa je, da to prav hudega efekta nima, ne. Da vse, kar bo prinesel, vse glasove, ki jih bo dobil, bo v glavnem dobil res zaradi gospoda Goloba, ne. Ja. Zdaj, majhne stranke, lej, že vsak ima svoj interes, zakaj je šel na volitve, ne. Nekateri zato bo rekel, da vseeno nekaj naredijo, ker ne morejo samo sedeti pa mirno gledati tega, drugi zato, ker jim to godi, ker se radi pojavljajo naokoli itd. Interesi so različni in vsak ima pač tukaj svoj vidik, ne. Zdaj, kaj vidva recimo ocenjujete, da se bo zgodilo pač na volitvah oziroma po volitvah? Zdaj, se bo to permanentno stanje, ko bi rekel, nenehnih volitev ali pa nenehne predvolilne kampanje nadaljevalo, ali bo vsaj po volitvah zavladal nek, ko bi rekel, povolilni mir, tako rekoč? Jaz ne verjamem v povolilni mir, ne. Mislim, da se bo to kar nadaljevalo, čeprav bi si ljudje zaslužili zdaj 4 leta miru, ne. Tako ljudje, kot tudi bo neko vlada, pa ne bo ena ali pa druga, ne, bi si zaslužili, da ima ta čas, da ima 4-letni mandat, tako, da ima 4-letni mandat in potem, ko pride konec tega mandata, položijo račune na mizo in bo neko volilci na novo odločamo. Ne pa, da se bomo zdaj bo neko spet 4 leta non-stop ukvarjali za nečem, vlada ne bo mogla nič delati, to potem ni demokracija, to je potem neka, ne vem, kakofonija neke politične nekulture, ne. Jaz pa moram reči, pričakujem en mir, kar ni nujno dobro. Mislim, podobno kot ko je Šarec nastopil mandat. Mislim, seveda, jasno, opozicija se oglaša, mislim, seveda, išče se afere, ki se jih lahko pripiše, realne ali izmišljene vladi in, dajmo reči, njenim podpornikom. To se v vsakem parlamentarni demokraciji dogaja, a ne vladi. To samo po sebi ni nič posebnega. Ampak jaz pač pričakujem, imam pa pomislek, ali bo to trajalo ves čas mandata. To pa ja. A ne? Ali bo pa pol iz ljubega miru znova vrgel puško v koruzo. To je že rekel, da zdaj ne bo več. Pač mislim si, da je Levica za to stranko ena mina, a ne? Zdaj, a bo eksplodirala ali ne, ena tempirana bomba, sigurno da je, a ne? Zdaj, a bo eksplodirala ali ne, to je zdaj seveda druga stvar. To glede mine bi se kar strinjal, ne vem, koliko ste spremljali zadnje predvolilno soočenje nedeljsko na Pop TV, ki se mi je zdelo, da je bil nekako namen tega soočenja, da se pove, da Levica nikakor ne sme v vlado, ampak da mora iti magari Nova Slovenija v vlado Roberta Goloba, samo zato, da ne gre Levica. Ne? Pa me zdaj zanima, Levici smo že dosti rekli, kaj pa Nova Slovenija? Bi po vašem mnenju Nova Slovenija lahko preživi kot stranka, da gre recimo v vlado, ki je ne vodi Janez Janša, ampak Robert Golob? Po mojem lahko. Mislim tako. Sicer to pomeni, da bo se udarila, da se bo znašla na udaru tako imenovane desnice, ne, da bojo udarili pod njo vsemi topovi, ne. Ampak ne nazadnje, a bi to res škodilo, ne. Ker trenutno pa predstavljajo Novo Slovenijo kot podaljšek SDS-a, ne, in zdaj, če bi šla Nova Slovenija v vlado z Robertom Golobom, ne bi se na nek način s tem zelo jasno distancirala od SDS-a, kar bi lahko v nadaljevanju tudi bo neko pomagalo. Ne. Bi bilo pa v tem primeru vse odvisno, kako bi ta vlada delovala in kakšni bili ne nazadnje njeni rezultati in rezultati NSI-ja v takšni vladi. Ne. Pa se mislim, da to ne bi bil prvi primer NSI-ja v levo-sredinski vladi. Ne bi in po zadnjem takem primeru mislim, da so potem izpadli iz parlamenta. Ja, ampak trenutno je res slika taka in tudi percepcija, ne, da je NSI dajmo reči, nek adjutant, nek nekritičen satelit SDS-a in absolutno ničesar drugega nima za ponuditi, česar ne nudi že SDS. Zdaj,
prejšnja predsednica je zelo na udaru, a ne, Ljudmila Novak zdaj je celo bolj na udaru, kot dajmo reči leva sredina bila, a ne. Kaj danes bi rekli vladnih medijev, dajmo reči pač nekih SDS-ovskih glasil pa medijev. Ker so ji verjetno zamerali neko bolj zmerno držo, a ne. In seveda je še ena specifika je na desnici, a ne. Na desnici ne obstaja, ko bi rekel, polemike glede tega, glede primata in kdor to postavi pod vprašaj, ga izključijo. Ga enostavno si izločen. Ti pač enostavno ne boš več nastopil na desnici, ne v SDS-u, ne v NSI-ju, ne v nobeni obliki. Na levici, dajmo reči, tega ravno ni, da so se vnaprej zmenili. Tako, govorim, trajno, skozi leta, skozi desetletja, kdo ima primat. Tako da Na desnici se niso zmenili, ne? Ampak mislim, da... Tam se je pač postavil nekdo, ne? Ja, mislim, pač postavili so ga rezultati. Niso se zmenili, to se strinjam, da se postavili zmenili so ga se niso. rezultati, medtem ko na tej anti-Janša strani je itak Ampak zmeraj enostavno, recimo nekdo, kdor bi imel neko drugačno, Ljudmila Novak imela neko drugačno retoriko, dajmo reči, zmer desno konzervativno, pa se hvala Bogu, vsaka parlamentarna demokracija ima seveda tudi to politično opcijo in je to dobrodošla. Ampak so bili izjemno napadalni in ostri in kritični do njega, ravno zato, ker je, jaz mislim, da nekako ogrožala, začela počasi ogrožati primat Janše. Tudi v bistvu tudi rasla je stranka v tistem obdobju. Zdaj, kako bo, mislim, kaj je zdaj pravzaprav se odločamo o tem, kaj je pravzaprav nek boljše za NSI, kaj je slabše pravzaprav. Ja. A je slabše ostati recimo kot v opoziciji, pa še vedno ne imeti absolutno ničesar drugega za ponuditi, kar SDS ne ponuja, ali reči, ok, mi smo bolj zmerni, mi se lahko pač pogovarjamo, mi lahko gremo v koalicije, lahko sodelujemo in gre v to, dajmo reči, neko sredinsko ali pa levo sredinsko vlado. Kaj pravzaprav se niti ne menimo o tem, s čim bo NSI več dobil, ampak na kak način bo manj zgubil. Malo me preseneča vajen ta optimizem, da Nova Slovenija se lahko pač uide izpod dežnika SDS-a, glede na to, da smo prej videli, da KUL plus Golob ne upa uideti izpod dežnika 8. marca, ki ni niti približno SDS. Ne. Kako je zdaj s tem? Mislim pa, da se ne bo zgodilo enostavno, zaradi tega, ker ne bo potrebe po tem. Marko, a bo Golob plus KUL, a bojo sploh vzeli Novo Slovenijo pa rekli Levici adijo, ker Levica je zdaj del KUL-a, ne? Ja, KUL, tam je podpisano eno predvolilno pogodbo, ne? Ampak lahko pa da LMŠ ne pride v parlament, ne? In potem tista zadeva nekako nima več prave teže, ne? In potem se odprejo neke nove možnosti. Jaz upam, da se gospod Golob tudi marsikaj naučil na primeru Marjana Šarca, ne? Da Levica pač je koalicijski partner, ampak tak zelo problematičen partner in da bo resno razmislil tudi o opciji, da bo neko vzame NSI zraven. Nazadnje, a veš, tudi sovražniku moraš nekako vedno pustiti nek časten izhod, ker če ga zapreš popolnoma v kot, potem se bo branil do zadnjega in potem to se ne konča ponavadi dobro. Mislim, osebno, da se mene vpraša, jaz bi raje videl to koalicijo z NSI kot z Levico. Iz več razlogov bi raje videl. Ampak dvomim, da se bo to zgodilo. Kot prvo iz razloga, jaz mislim, da bi imela ta vlada neko večjo stabilnost. Drugo je zdaj, kaj bi bilo pol leta pred volitvami, ko bi seveda NSI začel iskati neko svojo identiteto in bi se to tudi ne bi bilo prvič, začel igrati neko opozicijo znotraj pozicija. Poleg tega tudi v bistvu bi bilo prišlo do neke dajmo reči, neke ideološke uravnoteženosti brez ekstremizma. Tako da jaz bi prej podprl to, ampak torej koalicijo z NSI kot z Levico, ampak mislim, da se to ne bo zgodilo. Eno je gotovo, se mi zdi, Vladimir Marko, če bi do tega prišlo, da bi Nova Slovenija šla v vlado Roberta Goloba, bi sigurno bila kakšna oddaja na kakšni slovenski televiziji, kjer bi rekli, da je to največja izdaja slovenskega naroda do zdaj. Za danes pa Vladimir Bilič, Marko Polišič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v najboljši kampanji že 722. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas pripravili predvolilno soočenje z napako. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.